Ja, ko si omenila to vizijo, sem se spomnil, da v času Savla sta imela sam Savel pa Jonatan orožje, ker ni bilo kovača. Cela vojska je bila pa brez orožja, brez orodja in orožja. Ker so jim Filistejci odmerjali, koliko imajo lahko, ni bilo kovača in oni so jim odmerjali, koliko lahko imajo orožja. Tako da jih je sovražnik čist stisnil, ne. In Bog hoče opremiti svojo vojsko. To, kar si rekla, je ščit vere. Vera je ključna. Ščit vere, prav Pavel, vzemite ščit vere, z njim boste pogasili vsako puščico hudobnega. Tako da mi živimo na sovražnem teritoriju. Čeprav zemlja je Gospodova in vsa polnost, ampak zaradi greha je prišla pod začasno okupacijo sovražnika, tako da smo na sovražnem teritoriju in Bog hoče, da hodimo v njegovi bojni opremi. In večina bojne opreme je vsaj utemeljena na Božji besedi. In pas resnice, resnica je Božja beseda in oklep pravičnosti, čelada zveličanja, meč besede, ščit vere. Vemo, da vera prihaja po poslušanju Božje besede, tako da moramo biti potopljeni v Božjo besedo. In ne rabimo puščati sovražnim puščicam, da prodirajo do nas, ne, da nas bodejo. Tudi če se nam to zgodi, Bog je tukaj, da te reši, da te ozdravi, da to rano, ki si jo mogoče dobil, da jo takoj ozdravi. In moramo se paziti, ne. Sveto pismo v pregovorih piše, kdor nepremišljeno govori, prebada kakor meč. In dostikrat so te puščice besede ljudi, ki zarežejo tvoje srce, če jim pustiš, ne. In so lahko besede, ki nosijo duhovno substanco. Jezus je rekel, moje besede so duh in življenje, tako da vsaka beseda ima določeno duhovno kapaciteto. Tudi beseda, ki jo neveren človek izreče, lahko ima duhovne vplive in ne smemo pustiti, da te besede zarežejo in poškodujejo naša srca, naša življenja. In Bog nas hoče očuvati, tako da rabimo ščit vere in rabimo biti močni v veri. Bog nas hoče utrditi v hoji z njim, v krščanskem življenju, hoče nas postaviti na temelj, hoče izgraditi naša življenja in gradi nas čez svojo besedo, čez Svetega Duha, čez odnos z njim, čez občestvo bratov in sester in hoče nas vzpostaviti v Kristusu. Tako da zanj smo govorili, da iz Mateja 21, kako je Jezus vstopil v svoj tempelj. Bog hoče vstopiti v svojo hišo in na prvo mesto hoče vstopiti v naša življenja, hoče, da dopustimo, da pride, da prevzame nad nami. In noče, da imamo kakršnekoli skrite kotičke v naših življenjih, ki mu niso predani. Hoče nas presvetliti, premeriti, pretehtati in hoče, da je celo naše bitje svetlo, prepojeno z njegovo lučjo. Tako da Jezus je rekel, če je tvoje oko svetlo, bo svetlo celo tvoje bitje, celo svoje telo. In moramo se rešiti vse nesnage. Jezus je prišel in je začel prevračati mize v tem templu, ki je bil v tistem času edini tempelj na svetu, ki je poznal Boga. Ampak zdaj si ti postal tempelj Svetega Duha in ti poznaš Boga. Bog ti ni več skrit, hoče se ti razodevati bolj in bolj in te kliče globlji odnos z njim. Ampak če imaš stvari, ki ga omejujejo, moraš predati, moraš pustiti včasih, da Jezus prevrne kakšno mizo v tvojem srcu, v mojem srcu. In moramo se paziti korupcije, trgovanja, preračunavanja. Bog je ustvaril vse, Bog ti je vse dal, tako da ne rabiš nič kalkulirati. On je že pripravil najboljši plan za tebe. Vsa tvoja leta so zapisane v njegovi knjigi življenja in njegova volja je najboljša. V bistvu moj plan je mogoče zgleda na prvo žogo dober, vse imam jaz preračunan, ampak na koncu, ko greš čez sezono, ko greš čez življenje, vidiš, da njegova volja je najboljša. Tako da, in v tej njegovi volji vsa priskrba je vsa pomoč, vsa Božja moč, vsa milost. Če sem pa v svoji volji, se pa zanašam na svojo moč in moja moč bo vedno sfalila, vedno mi bo nekje sfalil. Lahko sem tudi v enih stvarih ful močan, ampak
stvari v tem svetu so toliko nezanesljive in toliko polne raznih vetrov, valov, da moja moč prej ali slej bo opešala. In rabim Boga, rabim njegovo moč. In brali smo, da Jezus je prišel, je očistil tempelj in pol je rekel, moja hiša naj bo hiša molitve za vse narode. Tako da Bog nas hoče vzpostaviti kot močne molivce, kot močne slavivce, da molimo v duhu in resnici, da ne molimo religioznih molitev, praznih molitev, ampak da imajo naše molitve težo in substanco, to, kar si ti rekla. Vera ima substanco, Božja beseda ima substanco. In vse, v bistvu, kar mi vidimo, je utemeljen z Božjo besedo. Bog cel univerzum vzdržuje prav v Hebrejcih z močjo svoje besede. In to besedo je dal v nas. In je Kristus, po katerem je bilo vse ustvarjeno in vse živi za njega. In Bog nas hoče vzpostaviti, hoče nas premakniti naprej v molitvenem življenju. Tako da ne glede na to, kjer smo, Bog ima več za nas. In če želim Boga, me bo Bog upeljal več in mi bodo razodetje, kako moliti, učil me bo, kako slišati njegov glas. In želi, da vidimo odgovore na naše molitve. Jezus je rekel, moj oče bo proslavljen takrat, ko boste vi dobili odgovore na molitev. In hoče da narediti za molivce, za hišo molitve za vse narode. Ker usoda narodov je odvisna od molitev cerkve. In Bog ima namen za nacije. Noče, da se noben človek pogubi, da se nobena nacija ne pogubi, da pride odrešenje. In to, kar si rekla, Bog hoče obnoviti na prvem mestu naša življenja, naša srca in nas vzpostaviti. In pol naprej v tem odlomku piše, da je Jezus naredil red v hiši in vzpostavil molitev, da so se mu, kaj je govoril o molitvi, pol so prišli slepi in hromi in jih je začel zdravljati, so se začeli znamenja in čudeži. Tako da bolj, ko dopustimo Bogu, da prevzame nad nami, da nas prečist, da izpolni ta tempelj naših teles, svetim duhom, bolj bomo lahko pretok za njegovo delovanje. In tudi ljudje v potrebah bojo to zaznali in jih bo Bog pripeljal do nas, da jim bomo lahko služili v duhu, v moči svetega duha. In začeli se bojo dogajati znamenja in čudeži, verjamem tako kot v prvi cerkvi in še več. In pol naprej je pisal, da religiozni svet, ki je to gledal, farizeji, saduceji, so bili nejevoljni, so začeli pač jamrati nad tem, kar je Bog delal prej. Bili so v teh svojih ritualih, religioznih pač procedurah, ampak ko so videli delovanje Boga, so ratali nejevoljni in so začeli Jezusu, tam je bilo slavljenje malih otrok, ki so govorili Hozana Davidovemu sinu in farizejem to ni bilo všeč. Tako da religiozen duh hoče ubiti delovanje Boga, hoče ubiti resnično slavljenje, hoče ustaviti, pač utišati glas Boga, glas cerkve, ampak mi moramo dati glas ven, moramo dati to, kar nam je Bog dal ven, moramo dati frekvenco ven, tako da in ljudje, ki so namenjeni, bojo to slišali in se bojo povezali in bojo prišli v odnos z Bogom. Tako da vidimo, da je bitka za Božji tempelj, ker Bog je dal Izraelu tempelj. Če gledamo zgodovino, eno obdobje so hodili z Bogom, je bil Bog prvi, pa so pa padali in so pač prišle druge stvari sovražnika v tempelj, zato je Jezus prišel za očiščenjem. In je vsakodnevna bitka za tempelj, za slavljenje. Hudič hoče udreti v tempelj, v svetišče Boga. In mi moramo čuvati svoj tempelj, svoje srce, na prvem mestu svoje srce. Ker prva zapoved je, ne imej drugih bogov, jaz sem tvoj Bog. In je bitka za moje srce, komu bom jaz služil. Kdo bo prvi v mojem življenju? A bo to Jezus, ki me je ustvaril, ki je dal samega sebe, ali bo to drugi bogovi, ali bo druge stvari z tega sveta, ali pa želje mojega srca, ki me bojo vodile. Tako da to, kar si ti rekla, srce je varljivo, človeško srce je varljivo in moramo čuvati svoje srca in jih usmerjati na Boga. Moramo pač klicati Boga in ga prositi, da
nas očuva prevare lastnega srca, ker naše lastno srce nas hitro zavede in mi mislimo, da delamo prav, da smo v Božji volji, ampak pol vidimo dostikrat, da nas je naše srce potegnilo nekaj, kar smo lahko mislili, da je Bog. Tako da nekje v psalmih piše, izročaj svoje poti Bogu in on ti bo dal to, kar si tvoje srce želi. Tako da dobro, da se mu konstantno predajamo, mu izročamo svoje poti in Bog nam bo dal tudi to, kar si naša srca želijo v njem. Ampak moramo paziti, da je on prvi v naših življenjih. In hotel sem prebrati en odlomek iz 2. Kroniške, ki govori o kralju, ki se je točno to zgodilo, ki je dopustil, da sovražnik udre v Božji tempelj in v Božji narod in je v bistvu zelo globok padel v greh, v globine zla, ampak na koncu ga je Bog vse rešil. In to je 2. Kroniška 33, govori o Manaseju. Prva vrstica. Manase je imel 12 let, ko je postal kralj, in 55 let je kraljeval v Jeruzalemu. Se pravi, zelo mlad je nastopil v kraljevsko pozicijo. In to ni dobro v bistvu, ker nekje v Pridigarju piše, gorje deželi, ker deček postane kralj. Človek, ki vstopi v eno funkcijo, mora biti zrel, dozorel, dorasel, usposobljen in pripravljen, izgrajen, da lahko nos breme oziroma odgovornost tega služenja. In on je zelo mlad postal kralj. Čeprav bili so primeri, recimo v naslednjem poglavju, ki je Jošija je imel 8 let, ko je postal kralj in on je v bistvu dober del, ampak v velikih primerih, če nima človek zrelosti in postave, da vstopi v določeno funkcijo, ga lahko ta funkcija in breme ga lahko zlomi v bistvu in zavede, da zgreši Božjo voljo. In piše, 55 let je kraljeval v Jeruzalemu. Tako da njegova čas vladanja je bil zelo dolg. Druga vrstica. Delal je, kar je hudo v Gospodovih očeh in posnemal gnusobe narodov, ki jih je Gospod pregnal izpred Izraelovih sinov. Tako da delo je točno to, kar ne bi smel. In piše, posnemajo gnusobe narodov. Moramo paziti, koga gledamo in koga posnemamo v svojih življenjih. Ker mi smo vsi ustvarjeni, človek je ustvarjen tako, da nekoga posnema. Že od malih nog, ko si se rodil, ko si bil otrok, si gledal druge ljudi, odrasle, ne vem, včasih gledaš glasbenike, športnike, imaš svoje pač, eni rečejo idole, ker so idoli so v bistvu, ena beseda je tudi maliki, ampak ustvarjeni smo, da posnemamo nekoga. Zato Pavel pravi nekje, posnemajte mene, kot jaz posnemam Kristusa. In Bog hoče, da živimo po Božje, da posnemamo Boga, da živimo tako, kot Bog hoče in da gledamo na njega. Zato moramo imeti prave vzore, prave duhovne očete, vzorce, ki jih lahko posnemamo in moramo paziti, koga gledamo. Tako da on je gledal te druge narode, namesto da bi gledal na Boga, na Božjo postavo, na Božji zakon, na to, kar je Bog delal. Ker Bog je vzdignil izraelsko nacijo, glih zato, da bi vsi ostali narodi videli, da Bog prebiva z njimi in da bi oni vstopali not in začeli posnemati, da bi imeli dostop do Boga. Ampak on je dopustil glih kontra, da je začel posnemati greh, malikovanje in gnusobo narodov, piše, ki jih je Gospod pregnal izpred njih. In začel se je kako? Tako, da je v bistvu v srcu, njegovo srce se je v bistvu sovražnikov prevzel kontrolo nad njegovim srcem in pol je v bistvu cela nacija zavila stran, zato ker je imel on to avtoriteto in to moč. In tretja vrstica piše, spet je pozidal višine, ki jih je podrl njegov oče Ezekija, postavil oltarje Balom, napravil Ašere, molil vso nebesno vojsko in ji služil.
Tako da vse, kar je prejšnja generacija naredila, njegov oče Ezekija, ki je vzpostavil Božje stvari, je on v bistvu jih je podrl. In zanimivo je bil, da on se je rodil v času, ki je Bog dal njegovemu očetu, ki je bil na tem, da umre, si on izprosil 15 let, Bog prosim te, pač služil sem ti, usmil se mene in Bog mu je dodal dodatnih 15 let njegovega življenja in v tistem času se je mu rodil Manase, ki je v bistvu v tem podaljšku njegovega življenja, v podaljšanem bivanju se mu je rodil ta sin in je v bistvu sovražnik čez njega vstopil v nacijo in je v bistvu podrl Božje oltarje. 5. vrstica. Vsej nebesni vojski je sezidal oltarje v obeh dvorih Gospodove hiše. Svoje sinove je žrtvoval v ognju v Geben Hinomu. Vedeževal je, vražaril in čaral, upeljal zaratovalce duhov in razlagalce znamen. Storil je veliko takega, kar je hudo v Gospodovih očeh, da bi ga jezil. Kip Malika, ki ga je naredil, je postavil v Božjo hišo, o kateri je Bog rekel Davidu in njegovemu sinu Salomonu. V tej hiši in v Jeruzalemu, ki sem ga izvolil med vsemi Izraelovimi rodovi, bom postavil svoje ime na vekomaj. Tako da tukaj vidimo, v kakšno globino teme on padel. Seziduje oltarje nebeški vojski, prav v dvoru Gospodove hiše. Celo svoje sinove je žrtvoval demonom, vedeževal, vražaril, čaral, se pravi, okultizem je upeljal v Božjo hišo in kip Malika je naredil in ga postavil v Božjo hišo. Tako da hudič hoče udreti v Božji tempelj, hoče prevzeti, je bitka za slavljenje, zato je tudi Lucifer padel. Hotel je biti kot Bog, hotel je imeti slavljenje, videl je, da stvarstvo slavi Boga, on je bil kerub in se je pač njegovo srce prevzelo. Piše, zaradi nasilja je postal in zaradi trgovine v njegovem srcu je postal poln nasilja. In njegovo srce se je prevzelo in se je hotel povzdigniti na Božji prestol. Rekel, jaz bom enak Bogu. In je ta bitka konstantno pač čez celo zgodovino človeštva. In 9. vrstica. Manase je zapeljal Juda in jeruzalemske prebivalce, da so delali še hujše reči, kakor narodi, ki jih je Gospod pokončal pred Izraelovimi sinovi. Tako da človek, ki ima razsvetljenje Boga, ki ima določeno razodetje Boga, če se spet odmakne nazaj in gre v svet oziroma začne grešiti, lahko pade še v hujše stvari, kakor je bil prej ali pa kakor so ljudje okoli njega. In zato, ker to so duhovne stvari. In Jezus je rekel, če tvoja lučka v tebi postane tema, kako velika bo tema? Je tema lahko še večja, kakor prej, lahko še večja zvezda, črna luknja nastane tako, kot zvezda ugasne in v bistvu rata ta črna luknja, ki začne posrkavati vse okoli sebe. Tako da moramo paziti na naša življenja, na naša srca, moramo paziti na to luč, ker nam jo je Bog dal. In Bog nas je namenil, da smo kot zvezde. Abrahamu je rekel, tvoj zarod bom naredil kakor za zvezde. Hoče, da imamo pač zvezde, pač sijejo, so stabilne, imajo svetlobo in v bistvu dajejo ponoč, dajejo vodstvo ljudem, sploh v prejšnjih časih, nekaj ni bilo navigacije po Googlu in teh sodobnih sistemov. Ljudje so hodili po zvezdah, so se usmerjali po zvezdah, orientirali in so najdeli pot. Tudi, ko je Jezus se rodil, so prišli modri iz vzhoda, ko so videli, da je njegova zvezda ušla in so se mu prišli pokloniti.
In Bog nas hoče narediti kot zvezde, piše v Danielu, pravični se bodo svetili kot zvezde, oziroma te, ki so moje ljudstvo naredili za pravične. In Bog nam hoče dati to stabilnost. Zvezda ima konstantno pozicijo, ljudje, tudi če je noč ful temna, bolj kaj temna, oni po zvezdah vidijo pot. In Bog hoče, da naredi za narod, za ljudi, ki bojo ljudje pogledali in bojo pa še najdel pot, ki jo rabijo, ki jo iščejo, pot do Boga in pot za svoje življenje, da odkrijejo to, kar ima Bog za njih. Ampak moramo paziti, da ta svetloba, kar nam je Bog dal, ta pozicija, da iz nje ne odstopamo. In da tudi, če pride določena stvar v naša življenja, da gremo takoj pred Boga in mu jo predamo. David je molil, Bog, spoznaj me, preišči me, spoznaj, da v meni ni krivice. In tudi, če se najde kaj, da vidiš, da ni v redu v tvojemu življenju, pač najboljše mesto je v naročju očeta, da tečeš nazaj k njemu in da se srečaš z njim in on te bo pač, ne vem, če je greh, mu ga priznaš in on te bo očistil in izbrisal vsak spomin in te na novo vzpostavil v hoji z njim. Tako da na križu je bila narejena pa polna priskrba in vsak greh je bil odplačan. In v preteklosti in zdaj, če si se pregrešil in v prihodnosti. V bistvu cena je bila popolna že plačana in kri Jezusa Kristusa nas očiščuje vsakega greha in nam odpira vstop v najsvetejše. Tako da ne rabimo imeti nobene stvari v naših srcih, ki bi nas bremenila, ki bi nas težila oziroma ki bi odpirala vrata sovražniku, da ima vstop v naša življenja. In to je res v bistvu hudo, če jo tako gledamo. Ampak je zanimivo, da je on v bistvu ostal v življenju, mislim, Bog mu je dal milost, ker po postavi v stari zavezi je bilo, če je kdo med vami, ne vem, vražari ali pa čara, da ga treba takoj v bistvu kamnati. Bog ni hotel, pač zlo je bilo treba takoj uničiti. Vsak vstop sovražnika v Božji tabor je bilo treba takoj uničiti. Ampak v stari zavezi ni bilo druge možnosti, kot čez fizično smrt človeka, ki se je podičil. Zato, ker Jezus Kristus še ni prišel. Takrat ni bilo možnosti, če je začel se ful odprl za demone, da se spokori, pa da pride brat Derek, pa ga pele čez proces osvobojenja, ali pa v bistvu, da sam kliče, pa da je takoj osvobojen. Ampak edino je bilo pač rešitev kamni in to je bilo takrat služba osvobojenja. In ni bila preko Zooma. Če bi bilo kamnanje prek Zooma, ampak zdaj imamo pa hvala Bogu to milost, da lahko imamo službo osvobojenja tudi prek Zooma nadaljavo. In smo videli velike velike osvobojenje, delovanje Boga prek Zooma. In ne vem, pač je bila Barbara, pa še dve osebe, Slovenija, Anglija, Kalifornija in oseba, ki je rabila osvobojenje, je bila v Dubaju in je bila osvobojena po delovanju Svetega Duha. 1000 kilometrov v naravnem, ampak ni nobena ovira za moč Boga. Tako da jaz sem bil tudi v času korone dvakrat fizično zdravljen prek Zooma. In enkrat je brat iz Južne Afrike molil zame, je dobil besedo vednosti, ki sem imel bolečine v hrbtu in sem bil tako zdravljen. Tako da pri Bogu ni omejitve in Bog nas hoče upeljati v več nadnaravnega delovanja in da lahko služimo osvobojenje ljudem in na blizu in nadaljavo. Ampak moramo imeti čista življenja, čista srca, ne smemo imeti malikov in nobene teme ne sme biti v nas. Tako da pol je 10. vrstica. Gospod je govoril Manaseju in njegovemu ljudstvu, vendar se niso menili za to. Tako da velikokrat Bog nam govori svojemu ljudstvu, ampak ljudstvo se pač
Ljudstvo ima svojo pot, ima svoja ušesa, ki pač posluša rada bajke, pravljice. Tudi mi kot kristjani včasih radi poslušamo stvari, ki nam pašajo. Nočemo poslušati Božje besede, to, kar Bog govori. Včasih ustrajamo na napačnih stvareh. In pol piše 11. vrstica, tedaj je Gospod pripeljal nadnje vojskovodje asirskega kralja. Ti so Manaseja ujeli s kavlji, ga zvezali z bronastima verigama in odvlekli v Babilon. Tako da Bog nas je izpeljal ven iz Babilona, ven iz Egipta in nas pele naprej v obljubljeno deželo, to, kar si ti prej rekla. Popolna zmaga je prišla za Izrael, šele ko so šli čez krst vode Rdečega morja in sovražnik več ni imel dostopa. Takrat je bil sovražnik čisto odrezan od njih. Ampak, če nismo pazljivi, in če se ne zmenimo dolg časa za to, kar nam Bog govori, oziroma če pademo nazaj v stvari tega sveta, v greh, se lahko zgodi, da pride pol sovražnik z zunanjimi okoliščinami in piše, so ga ujeli s kavlji in ga peljali spet v verigah nazaj v Babilon. Se pravi, točno istem, kad te je Bog izpeljal, te bo sovražnik hoče nazaj upeljati in te dati v verige, v kavle, v služnost, to, kar si bil prej, oziroma še bolj, če se igraš z njim, če začneš plesati s hudičem, te bo ne bo dober. Tako da Bog tega noče. Bog niti ni hotel, da noben človek pade v služnost. Zato je rekel Adamu, pač ne jesti iz tega drevesa, če ne boš umrl. Ljudje pravijo, zakaj Bog vse to dela, vse dopušča. To je ziher Božja volja, smrt, bolezen, trpljenje. Pač če ne bi Bog hotel, se to ne bi dogajalo. Sam Bog ni hotel, če mu ne bo rekel ne jest, če ne boš umrl. Vse to zlo, vse to trpljenje, ki ga mi gledamo, je posledica tega, ker je človek bil neposlušen in je jedel od spoznanja, od drevesa spoznanja dobrega in zlega. In pač to mu je šepetal hudič, ne vzame od tega drevesa. In on ti tudi danes šepeta, vzem, probi, dotakam se. Bog mu je rekel, ne se dotikati tega sadu. Ampak žena je videla, da je sad prijeten za spoznanje in privlačen. Tako da dosti stvari, ki delujejo na prvi pogled, da so privlačne, skrivajo vse sad, strupen sad spoznanja dobrega in zlega in je not strup. In ti lahko zaužijaš in pride strup vate in pride kontaminacija vate. Včasih se ne smeš niti dotakniti stvari, ki se ti ponujajo, zato ker je pač ta moč dotika, v bistvu greh je kot magnet, ki te pritegne, piše, lahko te pritegne zlo. Lahko je pa v bistvu, lahko je človek, ki se ga ne smeš dotakniti. In Jezus je rekel, ko je zdravil enega slepega, ki je dvakrat molil za njega, slep je rekel, vidim ljudi kot drevesa, tako da včasih je lahko človek to drevo, ki ga ti ne smeš se dotakniti ali pa poželeti. Tako da moramo čuvati naša srca, moramo razpoznavati to, kar se nam ponuja, a je od Boga ali od tega sveta ali od sovražnika. In 12. vrstica. Ko je bil v stiski, je Gospoda svojega Boga milo prosil usmiljenja in se zelo ponižal pred Bogom svojih očetov. Človeška narava je dostikrat taka, da dokler ne zadaneš čist ob tla, na najnižjo točko, takrat se človek začne obračati nazaj k Bogu. Zdaj ni vsak človek tak, ampak dostikrat je tako, tudi izgubljeni sin šele, ko je prišel, ki je vse zapravil, ki je tam se valil sred blata,
s prašiči, je jedel ne pač rožiče in je pač piše, da je šel vas in je rekel, kaj jaz tukaj delam, ker pa v hiši mojega očeta je pa izobilje. Tako da dostakrat človek šele zadane v globino, pač ko pride v tisti res podan od podna, pol se v bistvu obrne na Boga in hvala Bogu, Božja milost je zelo velika. To, kar je Jezus Kristus naredil na križu, je zlil Božjo milost Boga in odrešenje za celo človeštvo. In njegova milost je, vidimo v tem primeru, koliko močno je v bistvu Manase padel, ampak še vedno je, ko je prišel do te točke, piše, da je milo prosil usmiljenja in se zelo ponižal pred Bogom svojih očetov. Tako da ponižanje je ključ, da prideš nazaj k Bogu. Jako prav, da Bog se prevzetnim upira, ponižni pa daje svojo milost. Tako da če smo ponižni, če se ponižamo pred Bogom, nas bo Bog vedno srečal tudi v najglobji jami, v najglobjem zaporu, tudi če si sred okov, verik, sovražnik se pase na tebi, ampak ti se ponižaš pred Bogom in milo prosiš usmiljanja in Bog te bo srečal. Tako, kot piše v 13. vrstici, ko je molil k njemu, se mu je dal preprositi, uslišal je njegovo prošnjo in ga pripeljal nazaj v Jeruzalem, v njegovo kraljestvo. Tedaj je Manase spoznal, da je Gospod res Bog. Se pravi, verjetno v vsem tem procesu, ki je bil on 12 let in ki je padel in ki je začel bluziti in pač šarati, vražariti, on je pač izgubil perspektivo tega, kdo Bog je. To se lahko človeku zgodi, tudi če se mu je Bog enkrat razodel, on pade nazaj in pridejo prevare, pridejo stvari in človek pozabi, da je Bog res Bog. Dokler ne pride spet do te točke, da se sreča z Bogom, da se poniža, da se spokori in piše, da on je pol spoznal, da je Gospod res Bog. In piše, da je Bog uslišal, ko je molil k njemu, se mu je dal preprositi. Tako da Bog hoče, Bog ni trd gospodar. Bog hoče včasih tudi, da se mi pravdamo z njim in se ti bo dal preprositi za dobre stvari. In Bog hoče, da uslišati naše molitve, hoče nas pripeljati nazaj v svojo voljo, v svojo usodo in obnoviti. Piše, da mu ga pripeljal nazaj v Jeruzalem in v njegovo kraljestvo. Tudi v par primerih, ko je Bog hotel izreči sodbo, narediti sodbo, se je pustil, da ga je Mojzes prepričal, Adam ga je prepričval, oziroma Abraham, in se je pogajal z njim za usodo drugih ljudi. Tako da Bog hoče, da ga prosimo. Ni nujno, da se gre zbiri za naša življenja, ampak da se pogajamo z Bogom in da zastopamo, da stojimo v razpoki za ljudi, tudi če so v globinah greha, v globini teme in Bog se nam bo dal prepričati in bo slišal naše molitve. In pol je 14. vrstica. Zatem je naredil zid zunaj Davidovega mesta, zahodno od Gihona v dolini, do vhoda pri ribjih vratih in okoli Ofela. Sezidal ga je zelo visoko. Postavil je tudi vojaške poveljnike po vseh utrjenih mestih v Judu. Potem je odstranil vse tuje bogove in kip iz Gospodove hiše in vse oltarje, ki jih je postavil na griču Gospodove hiše in v Jeruzalemu ter jih zmetal iz mesta. Gospodov oltar pa je popravil in na njem daroval mirovne in slavilne daritve in zapovedal Judovcem, naj služijo Gospodu Izraelovemu Bogu. To, da ljudstvo je še vedno darovalo na višinah, vendar le Gospodu svojemu Bogu. Tako da vidimo vse to, kar je prej od sovražnika prišlo noter, je on začel metati ven
in začel je popravljati Božji oltar, je popravil Božje svetišče. In na njem je daroval mirovne in slavilne daritve in zapovedal Judovcem, naj služijo Gospodu Izraelovemu Bogu. Tako da je mesto obnove, je mesto, verjamem, ko Bog hoče, da pozidamo oltar in v naših življenjih in na tem mestu. In je mesto te velike milosti, pač milosti za srečanje z njim, ker lahko dobimo vzorc za življenje in obnovimo vsa mesta, ki so bila porušena v naših življenjih. Tako da verjamem, da nas je Bog poklical, da to, kar si prej pač brala ta odlomek, da učimo narode, učimo ljudi poslušnosti vere. In je to mesto učeništva, ki ima Bog v bistvu vzorce, načrte, kako nam hoče dati, da vzpostavimo oltar na tem mestu in da bo v bistvu slavljenje, mirovne daritve, da bojo tekle, da se nebesa odprejo, da bomo živeli pod odprtimi nebesi. In ne glede na to, s čim se srečujemo v svojih življenjih, s kom se srečamo, z globinami, lahko se srečamo z ljudmi, ki so v globinah teme, v globinah greha, verjamem, da pač Bog ima mesto srečanja za njih. In v bistvu dostikrat smo mi ta posrednik lahko med Bogom in njimi, da jim pokažemo pot, da jim pokažemo luč in da jih pripeljemo na mesto srečanja in obnove. In Bog hoče, da se prekinejo te generacijske stvari, ki dostikrat iz generacije v generacijo grejo. Tudi ko smo drugi Izraelovi kralji, so bili pač dostikrat bil en kralj, pa drug kralj je šel še v večjo globino greha, kot je šel ta prvi kralj, pa še naslednja generacija še bolj. Ampak v Jezusu Kristusu je to prekletstvo zlomljeno in v bistvu je lahko vse, kar je bilo izgubljeno čez dolga leta, kakor v tem odlomku je Bog pol naenkrat obnovil, ko se je en človek obrnil k njemu. In zato je tudi važno, da ljudje, ki so na pozicijah, ki so v božjih pozicijah, v pozicijah avtoritete, ki se on sreča z Bogom, v bistvu bo cela nacija prišla pod blagoslov. In Bog hoče, da molimo za kralje, da molimo za oblastnike, prav Pavel Timotej, ne molimo za te, ki so na oblasti, da bomo lahko pravično in v miru živeli. Zato, ker če človek, ki je na poziciji, pade v globino greha oziroma v nepravičnost, bo cela nacija vzdihovala. Piše, zaradi hudobnih, ki vladajo, vzdihuje narod. In moramo moliti za ljudi, ki so na oblasteh, ki so na pozicijah, tako da bojo v božjem namenu služili narodu. In da imamo pravične ljudi, ki vladajo, tudi če niso kristjani, ampak da imamo ljudi, ki vladajo v pravičnosti. Ker tako bo lahko tudi cerkev delovala svobodno. In to, kar sem prej omenil, da Bog nas kliče, da smo hiša molitve za vse nacije, verjamem, da Bog hoče tudi, da molimo za te, ki vladajo in da Bog hoče postaviti svoje ljudi na svoja mesta. In je velika moč v molitvi pravične cerkve. Tako da dajmo moliti. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Dajem ti slavo, Oče. Haleluja. Hvala ti, Oče, za tvojo milost, Oče, ki je nad vsem, Oče. Hvala ti, da si se nas ti usmil, Oče, v svojem Sinu Jezusu Kristusu, Oče, da si nas ti posinoval, Oče, da si nam dal nova oblačila, Oče. Dajem ti slavo in čast, Oče, za tvojo luč, Oče, kaj je v nas, Oče. Molim, Oče, da pazimo na to luč, Oče, na tvoja luč v nas sveti bolj in bolj, Oče. Molim, Oče, da ne bo nobene sence v nas, Oče, nobene teme, Oče. Oče, mi ti predajamo, Oče, vse slabosti, Oče, vse svoje pomanjkljivosti, Oče, vse svoje nezmožnosti, Oče. Oče, naj se srečamo s tabo, Oče. Jaz molim, da prideš, Oče, da nas ojačaš, Oče, da nas obnoviš, Oče.
Haleluja, Oče, hvala ti, Oče. Molim, Oče, da zmehčaš naša srca, Oče, kjerkoli smo mogoče utrdeli, Oče, zaradi okoliščin, Oče, zaradi besed ljudi, Oče, zaradi teh puščic, Oče, ki so se zarile, Oče, v nas, Oče, zaradi preganjanja, Oče, nerazumevanja, Oče. Jaz molim, da odstraniš, Oče, vsako puščico, Oče, iz naših src, Oče, sovražnika, Oče, molim, da obloviš, Oče, ozdravaš naša srca. Ti si prso, Oče, da ozdravaš te, ki so zlomljeni v srcu, Oče, da obnoviš naša srca, Oče. In molim, Oče, da nas ti, Oče, vzpostaviš, Oče, da nas pozidaš, Oče, da nas obnoviš, Oče. Haleluja, hvala ti, Jezus. Oče, mi se ti predajamo, Oče, in govorimo, Oče, da si ti naš Bog, ti si naš Gospod. Predajamo ti svoje življenje, bodi ti prvi v naših življenjih. Hvala ti, Oče, odrekamo se, Oče, stvari, Oče, ki nas zapeljujejo, Oče. Hvala ti, Jezus. Sura, branda, kerla, šera, hera, korla, sora, grosta. Hora, Oče, pridi in vstopi v naša življenja, Jezus. In haleluja, tvoja beseda deluje v nas, Oče. Ne vse pride na svoje mesto, Oče. Ne se uravnamo s tvojo voljo, Oče. S tem, kar si ti pripravil za nas, Oče. S tvojo besedo, Oče. Molim, da ti prevzameš, Oče, nad našimi mislimi, Oče. Hvala ti za čelado zveličanja, Oče. Haleluja. In za ta ščit vere, Oče. Za oklep pravičnosti, Oče. Ne hodimo v veri, Oče. Ne bomo močni v veri, Oče. Močni v tvoji milosti, Oče. Haleluja. Hvala ti, Oče. Molim, Oče, ne vidimo, Oče, ljudi, ki so v temi, Oče. Ne posredujemo za njih, Oče. Ne bomo ta luč, Oče, za njih, Oče. Ne bomo ta zvezda, Oče. Haleluja, svet po noč, Oče. V imenu Jezusa, Oče. Ne mislimo, Oče, da je kdo odpadel, Oče, od tvoje milosti, Oče. Tu, če je zašel nazaj, Oče, v globine teme, Oče. Haleluja, Oče. Ne posredujemo, Oče, za te, ki so izgubljeni, Oče. Tu, če so v sponah, Oče, in Babilona, Oče, v verigah Babilona, Oče. Tu, če so te kdaj že poznali, Oče, ampak so odpadali, Oče, in se zdaj valjajo, Oče, v blato, Oče, v temi, Oče. Molim, Oče, da bomo, Oče, ta most, Oče, haleluja, med tabo, Oče, in med njimi, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Haleluja, Oče, da nam oči, Oče, in srce, Oče, ki ga imaš ti, Oče, za izgubljene, Oče. Haleluja, in Oče, ne vidimo zaklado, Oče, v ljudeh, Oče, ki ga ti vidiš, Oče, v imenu Jezusa, Oče. Ne vidimo tvojo milost, Oče, ki presega, Oče, ki slavi nad sodbo, Oče. Haleluja, tvoja milost je večja od vsake sodbe, Oče. Dajemo ti slavo in čast, Oče, ti si dober Bog, ti si dal svojega sina za nas, haleluja. In haleluja, kako nam ne boš dal z njim vsega drugega, Oče. Hvala ti, Jezus. Haleluja, slava ti, Oče. Amen, hvala ti. Haleluja, sem videla, kako strateška je v bistvu danes ta nedelja, zato ker smo na prejšnji konferenci govorili o duhovnem bojevanju in ena izmed stvari, ki je Tracy podelila, je bila Božja bojna oprema. In bi tako res spodbujam vsakega, da gremo čez ta njena učenja, zato ker vidim pač, da Bog gradi. Mi včasih zgubimo in določen zakon, zato ker nam Bog da neko besedo in potem gremo mi včasih tako, ker nas pač nekaj drugega zanima, v popolnoma nekaj drugega in pozabimo graditi na temu. Ampak pri Bogu je tako, da včasih več manj in manj več. Tako da, če nam je Bog odprl eno določeno besedo v Svetem pismu, dajmo se res postaviti na njo in kopati po njej. Dajmo si jo res pred oči, zato ker zdaj sam internet odpreš in v bistvu so vsi naslovi so zelo catchy. Vsi naslovi pridig. Se včasih odprem, se mi odpre stran, pa vidim naslove pridigarjev, ki poslušam, jaz bi kar vse poslušala, ki me vse tako hups, in potem se znajdeš, poslušaš neka učenja, ki so sicer dobra, svetopisemska, ampak mogoče to ni beseda v tej sezoni zate, zato ker moramo prepoznati v bistvu besedo za to sezono, ki nam jo daje.
Tako da verjamem, da nam Bog nas hoče res, ker te Bog pač pelje po eni poti, ta pot ni ne vem kako široka. Ne. Ta pot je ponavadi, pač ima neko omejitev in je, tako kot je en pridigar rekel, da ima vsaka pot, vsak meter poti še 2 metra jarkov, levo in desno. Zato je dobro, da smo zelo usmerjeni v besede, ki nam jih je Bog ali dal v molitvi, ali nam jih je dal, ki smo ga iskali in dajmo, tako kot je tisti človek, ki je odkril en biser in je kupil celo nivo, dajmo narediti prostor te besede v naših življenjih. Tako da jaz verjamem, da je čas za vero in pravičnost, da je čas, da malo pustimo mogoče to, kar tradicionalno že vemo o veri in pravičnosti in gremo res v besedo, ki nam jo Bog odpira, ker v bistvu Bog hoče, da naše razumevanje postane naše orožje, ne, da pravičnost postane orožje, da tvoja vera postane ščit, da tvoje razumevanje odrešenja postane čelada. Tako da naj nam Bog res v tej sezoni pomaga in jaz se mu res zahvaljujem za to osveženje in imamo pred nami je sabatikal. Mi imamo pač vsako leto mesec dni, ki gremo na dopust, tako da bomo za en mesec se ne bomo več tle dobivali, ampak pridemo nazaj, imamo duhovni vikend v Topolščici z 22., 23. in 24. In takoj septembra sodelujemo z največjo cerkvijo v bistvu na svetu, ki bo imela v Ljubljani evangelizacijski in misijonski kongres. Tako da so objave in verjamem, da bo Bog res resnično deloval. Zato, ker ko sta bila ta brata, ko smo se srečali z 2 bratoma in sta prišla sem res zaznala milost, ki jo nisem prej poznala, za evangelizacijo, za določene stvari, ki jih nismo mogli. Tako kot je Peter rekel, lovili smo, trudili smo se celo noč, a nič ujeli, ampak na tvojo besedo bom vrgel mrežo. Tako da verjamem, da prihaja ta sezona, ko bomo vrgli mrežo in se bo dejansko točno na onom mestu, ki smo že 1000-krat vrgli mrežo, ampak zaradi besede, zaradi Božje te suverene besede se bodo stvari zgodile. Tako da nas Bog res vodi, vzemimo si čas za molitev, vzemimo si čas za iskanje Boga, da smo v njegovi prisotnosti, da čakamo Boga, da se nam obnovijo moči. In še eno stvar sem hotela reči. Človek, ki ne ve, da dela po Božji volji, tudi ne zmore počivati. Zato, ker Bog je 6 dni delal in je rekel, dobro je. In potem je blagoslovil sobotni dan in v njem počival. In včasih pač svet ljudi preganja in skozi šepeta, nisi naredil dovolj dober, to ni dober, ni dober, tretji dober. In v bistvu, kad te žene postava ali pa ta gorečnost po postavi, ne po pravem spoznanju, se v bistvu nikoli ne moreš vzeti počitka. In en izmed ključev za osvojiti deželo je stopiti v počitek. Ker Jezus je rekel, ni bila združena vera teh ljudi, ni bila združena z besedo, ko so jo slišali, zato sta samo 2 vstopila v počitek. In isto Bog nas želi enostavno, da sprejmemo, ko delamo, da sprejmemo njegov pečat počitka. To pomeni, da si delo dobro, da greš lahko v blagoslov. In dajmo se pustiti blagosloviti, zato ker smo dosti sejali, smo v tem času dosti delali z besedo, v molitvi, za ljudmi in dajmo si dopustiti Bogu, da nas blagoslovi s počitkom tega dovršenega Božjega dela. Zato ker recimo Noe se zida v barko, se zida vse, naredil je barko, živali so prišle not, začelo deževati, ampak
vrata, ki jih je naredil, niso imela ključa in mogel to Bog suvereno zapreti, 20-tonska vrata. In tako tudi mi, ko smo vse naredili, kar smo mi lahko, čakamo na Boga za ta pečat milosti, pečat Svetega Duha in tako kot pravi v Hebrejcih, dobili so pričevanje, da so Bogu po volji. In jaz verjamem, da nam Bog hoče, da stopi v moj počitek, moj zvesti služabnik, dober si naredil. Potrebujemo te sezone zato, ker Bog hoče ovrednotiti določeno naše delo in ne verjeti duhu religije, ki govori, nisi dovolj zrel, nisi dovolj sposoben, ni še čas, ni še to, ni še tisto. Pač, ko je Jezus dobil pričevanje, da je Bogu po volji, je šel v puščavo in stopil v delo Boga. Tako da verjamem, da je ta sezona Božjega pečata, Božje naklonjenosti in tudi v bistvu Božjega potrdila, zato ker smo prešli iz tega, da se moramo sami dokazovati, da si sami delamo ime, v to, da nas Bog dokazuje, da nam Bog odpira vrata, da Bog prepričuje, govori z našimi sovražniki. Tako da prihaja res mesto počitka, ker bomo naredili veliko več, kot smo do zdaj. Tako da dajmo si ga zdaj to poletje vzeti. Res. Za vse velja. Za vsako stvar. Ker, tako kot je Jezus rekel, v Boge imate vedno pred sabo, vedno jim lahko služiš. Ampak mene pa ne. Tako da dajmo si vzeti ta čas z Bogom in pustiti, da stopimo v počitek vere in v temu počitku iti naprej v naslednjo sezono, ki je sezona rodovitnosti, ki je sezona nagrad in je sezona novih sadov. Amen. Počitek. Ne, mi še ne gremo. Ja, se upravičujem, jaz datume nimam v glavi. 2 tedna smo še tle. Govorila sem za celo sezono. Ne za to, da smo v bistvu, tle smo še naslednji teden, pa še naslednji teden, pa gremo pa za en mesec. Nas pa ni, a ne? Ok. Haleluja. Mislim, smo, ampak v počitku. In verjamem, da bo to ful dober čas, no, za obnovo, za nagrade. Gospod si želi, dajte počastiti. Kot je tega, kdo je že bil od Estere stric, Mardohej. En dan kralj ni mogel spati in je šel neki brat in se pa spomnil, da zdaj pa mora on nekaj narediti. In tako piše, ko so molitve prišle v spomin pred Bogom, je v bistvu, ko pridejo določene stvari kot dišava v spomin pred Bogom, Bog to nagradi, Bog reče, zdaj bomo pa mi nekaj naredili. In beseda pravi, da ni, ne vem, kako je že sformulirana, ampak da Bog dela toliko stvari za tega, ki ga čaka. In jaz verjamem, da smo v bistvu v tej fazi, da smo določene stvari naredili in Bog hoče, tako kot ta vrata, ki jih je čisto suvereno zaprl in tako kot je Zerubabelu ta vrhni kamen čisto suvereno dal, zapečatati to, nam dati to popolnost v počitku in bomo šli v novo sezono naprej brez kakršnih koli bremen. Amen.